Najbolj za vas avto kar sam malo pozdrav, ne? Dobro jutro. Z Golfom sem se ravno kar pripeljal na domačo predstavitev ene posebne karoserijske izvedbe novega Civica. Lega, limuzinski, točno tale. Drugače pri limuzinskih Civicih vedno bilo tako, da so se fejst razlikovali od unih, ki so bili kombi limuzinski oziroma petvratni. Vidiš ta nos? Dec je čist drug Civic gor dal. Lepa plavga ima tudi. Moram reči, da sploh ne zgleda tako napačen. Akva. Je pa tudi zadek fejst ekspresiven, ne? Le kako se luči zažrejo tale pokrov, veš? Evo, z tega kota se še boljš vidi. Tole je pa kufr, zdaj točne cifre ne vem, ampak mislim, da tam je 510, 513, nekaj tacga. Čak, to moramo pokazati, le. Ko prižgeš avto, digitalni merilniki naredijo en tak šov, le zdaj to. Zdaj pa gre tiskovka čez točno 4 minute, me stale avto sam parkiral, pa prijem pol po tiskovki nazaj, pa gremo en krog, prav. No evo, tiskovke konca, ni bilo hiter. A ja pa uradni ime, to pa tudi še nisem povedal. Imenuje se Civic Grand. Malo pa je hecena, ne? Nismo navajeni. Drugače pa moj partner in crime danes Gašper. Gašper je novinar revije Autofocus. Hotel sem povedati eno stvar, ki se v bistvu z tega kota ful dobro vidi, ne? Honda je rekla, da so probali narediti tako, da bi bila limuzina, ki bi izgledala čim bolj kot coupe. In vidiš, tukaj se ful dobro vidi, kako streha lepo pade. Ma ne znam kazati, koliko vremenar. Drugače pa avto bolj aerodinamičen, ki je bil prej, pa tišji, ki je bil prej. No pa med da se tudi bolj špele, ne? Pod pokrovom motorja bo po tem trenutku na voljo samo en motor, to je motor, ki ga ima tudi običajen Civic. 1.5 benziner, 135 kW oziroma 182 konjev. Zdaj se mogo pa jaz malo makati, a? Prej ne bo... Čist me je vrgel z tega. Hotel sem povedati to, da bojo opreme 3, Comfort, Elegance pa Executive. Cena za Comfort bo 21.490, za Executive pa 26.490. In to je to, kar se tiče Granda. Zdaj imamo pa še ne druge neporavnane račune. Na vrsti so sladko kisle z Golfom. Evo ga, slovenski Traumwagen. Aj to Passat, se ne vem, ker zadnje čase dobivam nenormalno veliko prošenj, da kdaj bom jaz že končno testiral Passata. V glavnem Golf, avto, ki je že koliko, 43 let, več ali manj v vrhu svojega segmenta. Ta avto je bil pred kratkim prenovljen. Malo so se dotaknili videza, dosti je pa napredoval tudi na tehnološkem področju. Ampak pejmo pri prvih sladkih kar na tako golo osnovo, na njegov srce, na njegov motor. Ti tople vode nam odkrivali, ne? Pod pokrovom motorja se skriva 2-litrski dizel 150 konj, to se pravi čista klasika. In kar se te klasike tiče, v osnovi motor ni nič posebenega. V bistvu je še mogoče celo malo preglasen za moj okus, ampak porab pa hudičev malo. Veš, danes, ko sem se pripeljal z Maribora sem na čudovito Gorenjsko, mi je avto, če gre verjeti potovalcu, pokuril samo 4,6 na 100 km. Vožnja je bila pa taka umerjena, brez kakšnega pretiranega hitenja. Kar se pa generalnega povprečja tiče, v enem tednu mi je ta avto kuril 5,6, 5,7 na 100. Po tem konkretnem primeru tole motorno klasiko dopolnjuje še DSG menjalnik, ki mi je sicer zelo všeč, ima sicer tudi kakšen minus, ne? Predvsem ob speljevanju se mi zdi, da menjalnik oziroma avto malo zacuka, da so neki tresljaji tam, ki jih ne bi rabili biti. Tukaj se zdaj lahko malo nazaj spomnim, ne? Moram pohvaliti Hyundai i30, ki ima tudi dvosklopčen menjalnik, pa je v takšnem primeru, se pravi ob speljevanju, delu brezhibno. Je pa pol ta menjalnik v vseh drugih režimih vožnje superioren, ne? Je hitrejši, pa odzivnejši, kar je dosti pomemben, še posebej, če si tak malo bolj športen voznik. Druga sladka je pa oprema, ampak ne na tak klasičen način, pač kaj ta avto ima ali pa kaj ta avto nima. A veš, že dolgo velja, da je Golf, pa se mi zdi, da je v tem najboljši v tem segmentu, da je nekakšna dvoživka. Pač v tem trenutku se ne morem spomniti nobenega konkurenta, ki bi znal tako uspešno preskakovati iz osnovnega, zelo dostopnega v premijskega. En tak hibrid, ne, lahko je to, lahko je pa to. In prideti od tukaj do tukaj ne znese vsem, to je tisto. Zdaj, če pogledamo ta avto, ne, oprema je konkretna, kar pomeni, da je na vrhu tiste lestvice, ne, ampak vse to, kar ponuja, je zelo prepričljiv. Ta prva stvar so recimo digitalni merilniki, ki jih pred prenovo recimo ni bilo. Vidiš, kako se lahko recimo prilagaja velikost merilnikov. Od tehnoloških sladkorčkov pa recimo lahko izpostavim še radarski tempomat, ki v sodelovanju z drugimi sistemi lahko omogoča, da ta avto avtonomno voz v gužvi. A to po mojem tudi niste vedeli, ne? Radar je po novem skrit tukaj za logotipom, ne? Prej mislim, da je bil spodaj, a ni bilo tako. Tretja sladka je pa njegova oblika, predvsem od zunaj. Veš, vsi vemo, zakaj je Golf tako oblikovan, kot je, zakaj je tako zadržan, zato ker pač kupci na to padajo in to je konec koncev tudi del njegove tradicije. Ampak meni osebno je recimo všeč to, da če si ti zbravaš ta prav kot, ne, in jaz sem ziher, da so oblikovalci na to računali, ne, da zna zgledati precej agresivno. Tega poglej z tega kota, no. Le tak siht, je mal jezen, ne? Le kako športno zgleda z tega kota. Dobro, tukaj vemo, koliko je ura, ne vse zadnje to dizel, ne pa GTI. Naslednja sladka so pa njegove vozne lastnosti. Zdaj po eni strani bi lahko rekel, da se ta avto ne pelje nič posebnega. Po drugi strani pa lahko rečeš, da je ful udoben, pa da je tudi malo športen. A veš, Golf je pravzaprav vzorčen primer tega, kar sicer tudi druge znamke vse bolj počnejo. Pač tako pri opremi ali pa pri videzu, en sam kompromis ga je in ljudje ljubijo kompromise, predvsem pri avtomobilih. Preden gremo pa na zadnjo sladko, saj veste, ne? Zdaj smo tukaj le cenik dodatne opreme. Ta prva
kisla je pač to, da tale Golf 2.0 TDI stane 39.191,55 evra. To pomeni, da ima za 12 jurjev 700 pa še nekaj dodatkov. Zdaj se po eni strani to ni nič slabega, ne? Ampak jaz med temi dodatki hitro najdem par stvari, ki jih ne nucam. Ajde, veš kaj bi recimo obdržal, ne? LED žarometi z dinamičnim uravnavanjem za jurja 200 pa še nekaj, ampak zato, ker svetijo res dobro. Lahko bi pa preživel brez usnjenega oblazinjenja, brez športnega podvozja, pa digitalni merilniki, mislim, se vem, da so super, svaka čast, ampak jaz nisem ziher, če bi jih zase vzel. Feltne bi da tudi kakšne manjše, pa ajde električno pomično panoramsko strešno okno, vse je fajn, ne? Ampak ga tudi ne rabim. Evo, pa smo v šusu za ene 3 jurje dozbil. Druga kisla, jaz sem rekel, da to ni nek full športni avto, ampak hudič, a veš, da me je pa vsake toliko časa imel, da bi lahko prestavljal za volanom, pa nekdo ni obkljuku te opcije. Tretja kisla je pa tako malo pikolovska, ampak mene moti. A je možen, da ima ta avto, ko si daš gretje sedeža, avtomatsko se ti prižge še gretje volana? Saj super, če imaš gretje volana, meni je to po zim top, ampak ne bi imel jaz to na eni tipki, jaz bi to razdeljen. Peta sladka je pa, mislim, se me kar malo boli, ker se to klišejsko sliši, ampak Golf je Golf. Preprosto dejstvo in resnica pa realnost je, da ljudje kupujejo Golfa zato, ker je Golf. Mislim, pa vse objektivnosti, ki jo premorem, moram pač priznati, da se spodnji srednji razred imenuje Golfov razred z razlogom. Lavarji ga ljubijo, ne, hejterji ga pa hejtajo, ampak, a veš, k mizi prinese toliko eno dobro uravnoteženost, kar se tiče pogonskih sklopov, oprem, motorja, splošne kakovosti, pa teh stvari, ki so pač pri nakupu avtomobila pomembne. Pa kabina je propisno narejena, kakovost je na visoki ravni, sestavljenost je dobra, tehnologija deluje, veš, to so vse stvari, ki na koncu prinesejo en končen rezultat, ki je pozitiven oziroma ugoden, predvsem za znamko, pa konec konca tudi za kupca. Ok, to so bile sladko kisle z razrednim prvakom, zdaj pa hitro v Ljubljano, ker jaz tale avto vračam, prevzemam enega drugega, pol prevzamem pa še enega drugega. Zanimiva barva tole, a? Da vidim, kva imam. Audi Q2 Sport 1.6 diesel. Pa spet na isto foro, pazi zdaj. Cena osnovnega je 27.430, cena testnega je pa 40.737. To bo še zanimivo. O, švicam. Zdaj tale Q2 je lušten, ne? Ampak jaz sem se vsem zmenil, da danes prevzamem še en drug avto, ki je tudi precej zanimiv, tako da bo tale Audi za kakšen dan, dva pa vzel, pa prije pol na vrsto. Prevzamem pa tole, BMW M240i, dodatno popedenana z M-Performance deli. Najbolj za vas avto, kar sam malo pozdrav, ne? Stari karbona, pa kakor češ, zunaj in znotri. Veš to, pa tukaj okrog. Carbon fiber porn pura. Znaš, to je to, jaz mislim, da ste dober teaser dobili, mogoče dam sam še za poslušati, kako lepo nazaj buta, poslušaj. Se sliš? Panda, jaz grem pa domov, lepo se imejte, se vidimo jutri.